2. aprila se je rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen, ki je napisal več kot 160 pravljic, ki so prevedene v več kot 100 jezikov. Mednarodna zveza za mladinsko književnost pa je leta 1967 prav ta dan razglasila za mednarodni dan knjig za otroke in mladino. V Pionirski knjižnici Nova vas, kjer potekajo tudi pravljične ure za najmlajše, imajo knjige razdeljene po starostnih obdobjih. V prvem obdobju do 9 let trenutno prednjačijo ljudske pravljice, zelo veliko se bere Suha Dolčana, trenutno je najbolj izposoljena knjiga Krojaček hlaček, ker je tudi zdaj za Cankarjevo tekmovanje v aprilu. Makarovičeve knjige se zelo sposojajo, med ljudskimi pa Enci, Benci na kremenci. En kup teh pravljic, ki so bile že v naših časih, se pravi za starejše generacije, so še vedno zelo aktualne in jih otroci zelo radi poslušajo v tej fazi, bolj kot berejo, malo starejši pa tudi berejo. V drugem starostnem obdobju otroci najraje berejo knjige kot so Čarovnica, Dala, Matildo, Košarkar naj bo in druge. Se pa najdejo tudi kakšni novejši avtorji, ki so tudi zelo zanimivi in otrokom privlačni. V zadnjem obdobju, to je od 13 let naprej, manj berejo oziroma berejo tisto, kar zahtevajo v šoli. Tako da tu sta najbolj izposojeni knjigi od Cankarja Moje življenje, pa od Pavčka Majnice Fulaste pesmi. Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke si lahko še nekaj časa ogledate veliko razstavo ilustracij, ki sta jo pripravila Tanja Komadina, ki že vrsto let deluje na področju stripa in ilustracije, in Igor Šinkovec, ki je avtor risank in prav tako ilustrator. Mariborska knjižnica vabi tako posameznike kot tudi skupine vrtčevskih otrok in osnovnošolske skupine, da se jim pridružijo tudi na vodenih ogledih. Nekaj izdelkov si lahko ogledate v enotah Mariborske knjižnice, kot tudi na samem Rotovškem trgu. Tudi tukaj sta ustvarjalca izpostavljena tematiko, o kateri se ne govori veliko. In takšne teme, kjer so izpostavljene težave današnjega časa, so za branje zanimive tudi za mladostnike. Veliko je teh mejnih vprašanj, se pravi od spolnosti do tega mladostniških zanositev, se pravi ta problematika. Drugi sklop so begunstvo, to so teme, v katerih sploh v tistem času, ko smo imeli tak velik val beguncev še z naše kraje, pa mladostniki razen po televiziji o tem niso nič slišali, pa še to večinokrat neprijetne izkušnje oziroma grde zgodbe. Imamo kup lepih knjig, ki opisujejo zgodbe mladih, ki so sami potovali, se pravi brez spremstva in njihove izkušnje prikaže. In to so res grozne zgodbe in se te dotaknejo. Zadnje čase pa vedno bolj v ospredju stopajo teme interneta, se pravi tega, kaj se objavlja na internetu, kakšne so potem posledice. Tako da tudi te zgodbe so zelo priporočljive za branje, ker otroci, ko so na spletu, nimajo občutka, da so videni in da jih v vsakem trenutku lahko nekdo spremlja. In prav te knjige jim dajo mogoče malo drugačen pogled na to stvar, glede na to, da se premalo o tem pogovarjamo. Od ustanovitve Mednarodnega dneva knjig za otroke ta dan praznujemo tudi na Slovenskem. Na ta dan za otroke po vsem svetu prirejajo branja, podeljujejo nagrade, odpirajo razstave in razmišljajo, kako obdržati bralno kulturo med mladimi.